Ja, najprej, meni je tudi žal, da o liofilizaciji danes ne moremo malo več spregovoriti. Gospa Tjaša dela na Univerzi v Mariboru, ima pa posestvo, ker tudi liofilizira vse mogoče rastline in pa predvsem sadje, razno sadje. No, in letošnja generacija apiterapevtov, šesta generacija, je imela to možnost in priliko, da smo liofilizirali nekaj čebeljih pridelkov. Predvsem smo liofilizirali matični mleček, ne vem, če se to vidi, na tem malem ekranu ga ne morem pokazati, ja, vidi se, ja. Potem smo liofilizirali apilarnil, in pa cvetni prah. Tjaša ni, doktor Tjaša ni, torej Lilekova ni kaj dosti govorila o torej o postopkih hranjenja cvetnega prahu. Svež, zamržen, liofiliziran. Tu so velike razlike, ki so zelo pomembne za apiterapevte. No, jaz sem siguren, da bomo o liofilizaciji še govorili, tako da postopek je zelo zanimiv. Doktor Klemenčič, ki sem ga pa zaprosil, da malo bolj prouči izgube encimov in pa hormonov, ki so znani v cvetnem prahu, koliko je tega manj potem v matičnem mlečku s postopki, bo pa zanimivo pojasnil, ker se malo pozanimal to po Evropi, tudi pri kolegih v inštitutih, kako je s to zadevo, zato da mu jaz zdaj ne bi prevzel njegove teme, bi samo rekel tole še. Knjiga Apiterapevtski nasveti, ki jo imate tudi tu na ekranu, je bila izdana letos tik pred celjskim sejmom, žal je nismo mogli tam predstaviti, je pa delo 40 naših tečajnikov generacije 2019 do 2020, se pravi tistih, od katerih je bilo vpisanih 44, končalo je do zdaj 36, preostali še bodo verjetno zadnji rok izkoristili tam v mesecu februarju, da zaključijo izobraževanje, in spravili smo skupaj v to knjigo 57 poglavij, ki govorijo o vseh mogočih zadevah, ki so pomembne za apiterapijo. Zdaj seveda knjiga je zelo obsežna, jaz to ne morem, imam premalo minut, da bi kaj bolj podrobno o tem govoril, je pa založnik te knjige Čebelarska zveza Maribor. Mi smo letos tudi izdali še 3 knjižice iz apiterapevtske sekcije, to so pridelava propolisa, predelava propolisa in uporaba propolisa. Se mi zdi, da so tudi zelo uporabne in so dosegljive. Kasneje bom pokazal, kje vse. Zdaj, jaz sem za to knjigo bil samo urednik, soavtor, bi rekel, avtorjev nas je pa veliko, kot sem rekel, okoli 40. Spravili smo nekaj, kar mislim, da bo zelo koristilo ne samo apiterapevtom, pač pa tudi čebelarjem in pa občanom, uporabnikom čebeljih pridelkov. Tu zdaj samo predstavljam kazalo, katere teme so vse obdelane. Praktično smo šli čez celo področje vseh čebeljih pridelkov, pa tudi pripravkov, potem pa tudi metode dela, recimo metode uporabe raznih inhalatorjev in tako naprej, opisali smo masažo. V zadnjem poglavju pa smo navedli vire in priporočeno literaturo. Imamo v Sloveniji nekaj literature že, pa še seveda na to temo dosti premalo, in jaz upam, da bo čim več teh objav v bodoče pa raziskav opravljenih, tako da bomo se prebili res do tistega, kar v bistvu želi koristnik čebeljih pridelkov, in pa predvsem nam, apiterapevtom, da pravilno svetujemo koristnikom način uporabe, doziranje
kje so indikacije, kje so kontraindikacije posameznega pridelka ali pa pripravka, in s tem bi tudi dosegli namen na drugi strani, da bi s tem izobraževanjem pripravili čim več čebelarjev, da pravilno pripravljajo in obdelujejo čebelje pridelke, kajti čebela zna zelo dobre, kvalitetne pridelke pripraviti, je pa nevarnost, da čebelar svojo tehniko ne izboljša, pač pa poslabša lastnosti teh čebeljih pridelkov. No, knjiga ima 256 strani, je kar obsežna, med drugim tudi splošni napotki so zelo pomembni. Dali smo tudi v to knjigo kodeks apiterapevtov Slovenije, ki je že kar nekaj let sprejet in ga vsi naši tečajniki, do zdaj že čez 250, podpišejo pred sprejemom certifikata. Tu se vidi, da smo 24.10.2015 ta kodeks sprejeli na enih prvih teh naših specializiranih simpozijih ob tem dnevu apiterapije. No, rekel bi še to, da si prizadevamo z tem našim delom in torej tudi knjižnim delom raznih referatov, da osvestimo sebe in pa svoje okolje, da bi ljudje pravilno uporabljali čebelje pridelke in koristno in koristili vsa ta dobra, ki jih nam čebela lahko da. Delo v Čebelarski zvezi je pač tako, da imamo več sekcij, dve specializirane sekcije sem omenil, ko se ukvarjamo s to apiterapijo. No in zdaj še podatek, kje se te knjige dobijo. Dobijo se pri Čebelarski zvezi Slovenije Brdo pri Lukovici preko tajništva, dobijo se v Čebelarskem centru Maribor preko trgovine Jana, potem Kipgo Brdo pri Lukovici 8, to je ta trgovina na Lukovici, Brdo pri Lukovici 8, potem Logar Šenčur in pa založba Primus Brežice. Imajo te knjige v redni prodaji in lahko si kdorkoli, dokler pač knjiga ne bo pošla, te knjige tam tudi nabavite. Zdaj posebej izpostavljam, ko je bilo vprašanje leofilizacija. Glejte, leofilizacija je v tej knjigi posebej obdelana v posebnem poglavju. Zato ne bi kaj dosti govoril, kratek postopek, kaj pa sploh je, pa lahko povem. To je sveži material, takoj globoko zamrzniti v leofilizacijskem aparatu na -40, potem pa vakuum potegne odvečno vlago iz tega pridelka in dobimo potem skoraj suho snov, tam do 2-3-5% vlage, kar omogoča izredno podaljšanje uporabnosti teh pridelkov, pa potem možnost tudi veliko novih proizvodov. Kajti globoka zamrznitev je pač malo s stroškom povezana, prostorom in pa manipulacijo potem na daljše razdalje. Čeprav vemo, da je sveži material vedno gotovo najboljši. No, ob tej priliki tudi pozivam vse tiste, ki jih zanima usposabljanje apiterapevtov. V 7. generacijo smo že začeli vpisovati, začetek bo novembra. Glede na situacijo bomo uporabili podobno situacijo kot danes, se pravi tudi na razdalju bomo teoretična predavanja upravljali, dokler ne bo možno drugega. Seveda 12 delavnic bo pa potrebno fizično to upraviti, to pa čakamo tiste boljše čase, ko bo sproščeno gibanje in jaz računam, da tam april, maj bomo se zelo osredotočili na praktično delo teh 12 raznih praktičnih delavnic. Seveda vmes so še pa ostale aktivnosti in
kot podobno vsi programi doslej. Začeli bomo s teoretičnimi deli, praktični deli, potem enodnevne ekskurzije so v programu, pa potem seveda zaključna ekskurzija, ki bo prihodnje leto 5-dnevna, pa tista, ki smo jo letos mogli prestaviti zaradi korone. No, da grem še do par informacij. Prijave na tajništvo@czdm.si, lahko tudi telefonsko na naše naslove, lahko na Katjo, tajnico, ali pa tudi vsakemu tistemu, ki ima vezo, ki je član naše sekcije apiterapevtov Slovenije. Se pravi, jaz mislim, da bojo vsi naši člani toliko prijazni, če dobi kandidata, bo posredoval prijavnico, podatke, potem bomo pa s tajništva že opravili vse formalnosti, ki so potrebne v zvezi z vpisom in pa potem z informacijo začetka programa in tako naprej. Tudi na spletni strani dobite te informacije. No, in jaz vam želim zdaj, ker imam pač samo toliko minut na razpolago, da ostanete zdravi, da vas teme zanimajo. Želim vam vse najboljše, vse dobro, koristite čebelje pridelke, koristite znanje, ki vam ga podajamo, in vabljeni na sodelovanje z napredek slovenske apiterapije.